Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Danes smo naredili pomemben korak naprej v proračunskem načrtovanju. Moram povedati, da je sam dialog znotraj vlade zelo konstruktiven in odličen. Predvsem je pomembno, da proračuna za leto 2025 in 2026 zagotavljata potrebna sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in za izvedbo vseh ključnih reformnih dejavnosti, ki smo jih obljubili v tem mandatu. Zagotovili smo sredstva za izvedbo zdravstvene reforme, zagotovili smo sredstva, ki so potrebna za uresničitev reforme plač v javnem sektorju. Imamo potrebna sredstva za izvedbo napovedane gradnje javnih najemnih stanovanj in seveda zagotovljena so sredstva za popoplavno obnovo, ki bo potekalo v skladu z sprejetimi programi. To se vodijo izven integralnega proračuna. Sredstva za 2025 in 2026 so na voljo v višini 600 milijonov. Moram povedati, da je ta proračun še kako razvojno naravnan. Namreč za razvoj, inovacije in znanost v gospodarstvo dajemo več kot kadarkoli. Do leta 2026 bomo ta znesek glede na začetek našega mandata seveda tudi podvojili. Proračun za leto 2025 je seveda ključnih za to vlado. Ko bo realiziran, ne bomo več govorili, kaj bi in kaj bomo, temveč kaj smo naredili in verjamem, prepričan sem, da bomo imeli veliko za pokazati. Toliko z moje strani, izvolite za morebitno vprašanje. Zadnji podatki kažejo, da je javnofinančni primanjkljaj pri 3,1%, javni dolg je bil konec marca pri 45,4 milijarde evrov oziroma 70,7% BDP. To je več kot 10 odstotnih točk nad dovoljenimi 60%. Problematičen je predvsem javni dolg, ki se tudi nenehno povečuje. Kako boste to rešili in pa ali lahko pričakujemo kakšne težave? Hvala. Dolg se ne bo povečeval glede na rast BDP-ja, absolutno tiste ključne in zadnje številke, o katerih tudi izpostavljate, bodo znane septembra, zato je ta obravnava, ki je na nek način prva obravnava razreza proračuna, samih prihodkov in odhodkov, namenjena razpravi in uskladitvi samih razrezov in pripomb posameznih ministrstev na proračun. Do septembra nas seveda čaka še usklajevanje glede na pripombe in dokončno uskladitev proračuna. Tisto, kar šteje in kar bo najbolj pomembno in kar tudi sami sprašujete, bo, ko bo proračun oddan v parlament in to se bo zgodilo do konca septembra, najkasneje do 1. oktobra. Hvala. Naslednje vprašanje, Vitomir Petrovič, Planet TV. Pozdravljeni. Zanima me, ali je bilo morda danes na seji kaj govora glede izjave ministra Boštjančiča, glede na to, da je izjavil, da se z večino tujih finančnih ministrov razume celo bolje kot s kolegi v vladi Roberta Goloba. Pa še eno vprašanje. Včeraj se je iztekel podaljšani rok za prijavo za recimo te državne prenosnike. Kakšno je bilo kaj zanimanje, koliko prijav je bilo doslej prejetih? Hvala lepa. Seja je bila namenjena izključno proračunu, priprave proračuna za leto 25 in 26. Ministrice in ministri se odlično razumemo, zelo konstruktivno smo razpravljali na vsaki temi, ki je pomembna za to koalicijo in za razvoj Slovenije, in minister Boštjančič se je vsemi zelo dobro razumel. Nismo pa govorili o tujih temah, kot jih sami navajate glede samih prenosnikov, ker je to stvar pristojnega ministrstva. Hvala lepa. Andreja Lončar.
Ja, pozdravljeni. Rekli ste, da ste v proračunu za 2025 zagotovili sredstva za plačno reformo v javnem sektorju, pa me zanima, koliko denarja je v predlogu prenovljenega razreza na voljo za to. Sprejetem je 1,5 milijarde in zdaj koliko je v tem novem, no. Pa še zanima me, Ministrstvo za solidarno prihodnost se zmanjšujejo sredstva, kakor gledamo v veljavnem proračunu, je večina sredstev namenjenih dolgotrajni oskrbi, pa me zanima, če to zmanjševanje sredstev velja za postavko dolgotrajne oskrbe. Vodi se to drugače, kot sem že prej povedal, bo celoten razrez z natančnimi številkami pojasnjen strani posameznih ministrov, ko bo potrjen na sami vladi. Danes je bila splošna razprava o samih usmeritvah in približnih zneskih, se pa del na Ministrstvo za solidarno prihodnost, kar se tiče samih recimo primera neprofitnih stanovanj, vodi v bilanci B, ki ni bila predmet današnje razprave, pač pa bo predmet razprave na septembrski seji, ko bomo vsa ta pripomba podana in upoštevana in bomo potem dali dejansko tisto pravo sliko proračuna, ki je na nek način ogledalo vsake vlade v sam sprejem v parlament. Hvala. Morda še kakšno vprašanje prek Zooma? Ne, novih prijav ni. Minister, najlepša hvala in vsem na Zoomu tudi. Hvala lepa. Hvala lepa.